Aleksandra Drole danes v naši družbi o karmičnih odnosih in vlogah, ki jih seveda živimo. Jelena Dimitrijevič bo z nami spoznavala ašvagando, Simone Godina pa bo govorila o hormonih. Ne zamudite! Hvaležno pozdravljeni. Pisali ste nam, da bi radi v naši oddaji še kdaj videli karmično svetovalko Aleksandro Drole in ugodili smo vašim željam. Danes nam bo znova zaupala veliko stvari, med drugim pa tudi zaupala, zakaj vam jaz tale trenutno tole kažem. Ker tale prst ni tist, kar vi mislite, a ne? Ampak tale prst pomeni, da vam želim mir. Ja, morate poslušati, pa boste ugotovili, kako dobro vam hočem. Dejansko. Aleksandra, lepo pozdravljena, dobrodošla. Hvala. Mislim, da moraš takoj razložiti, zakaj jaz tole delam zdaj našim gledalcem, ker vsi mislijo, da jih nekam pošiljam, kamor, ja. Točno tako. Če gremo od začetka, palec, recimo palec, predstavlja nenasilje. To je najmanj nasilen prst. S palcem ne moreš nič hudega nobenemu narediti. Razen, če ga na ta pravo točko pritisneš. Ja, to z jezikom ponovadi ženske. Potem, če gremo k kazalcu, ta je tisti direktorski, predstavlja pravilno delovanje. Se pravi, ti naredi to, ampak direktor je tisti, ki mora pošteno odločiti. Ne ti naredi to, pa to, ti pa samo to. In potem smo zdaj pri sredincu, ki je vsem toliko pomemben, pa toliko aktualen. On je najdaljši prst na roki, se pravi, vsi imamo sredinca najdaljšega in on je dejansko Saturnov prst, Šani mu rečemo Saturn, bog karme, bog usode, bog učitelj. In tale, ki je tisti, Saturnov prst pravi mir, mir hoče, mir predstavlja. In tudi, koliko je človek miroljuben ali pa koliko prispeva za mir, najdemo znamenja tlele. Ampak to bomo pa kdaj kasneje. Ja. To so zdaj že tvoje znanje iz hiromantike, ne? Tudi, med drugim, tudi to obvladam in tudi to delam. Potem imamo tega, na katerem nosimo prstan. Ali je to zaročni prstan, ali je to poročni prstan. In seveda ta prst predstavlja ljubezen. In potem imamo tistega najmanjšega, ki ga vsi pozabljamo, ampak vi ste mogoče že kdaj slišali, da so v Indiji tistim, ki so kradli pa lagali, sekali mezinčke? Ja. A ste? Jaz sem celo videla enega Indijca, sem ga vprašala, zakaj imaš tako ukrivljen ta prst? In je rekel, da se ga je vščipnil v avto. Ampak ne verjamem, pol sem jaz to v knjigah prebrala, da če kdo krade, ali pa kaj hud, pol se tudi zlaže, da ni ukradel, mu ga zaznamujejo, da mu odsekajo mezinc. Tako nikoli več vsi vidijo, aha, ta krade, to je to, stran od njega. Se pravi resnica. Resnica, bravo. To je tisti prst in to je 5 naših vrlin dobre karme, ki jih imamo vsi na roki. Zanimivo. Ja. Se pravi, jaz pa poznam recimo v Ameriki, priseži, na tašen način, da kar z mezinčkom, če daš skup mezinčke, da pol bo to resnica držala. Resnica držala. Ja, evo, vse te zgodbe temeljijo na enih starodavnih znanjih, modrostih, recimo jaz to iz indijskih svetih spisov berem, pa se učim. Se pravi, spoštovani gledalci in gledalke, mir z vami, a ne? Tako? Mir z vami. Ja. Ja, pač to je mir, a ne? Kako narobe smo mislili, kaj ne da. Sicer pa ti si karmična svetovalka, ljudje prihajajo k tebi tudi zaradi vprašanj, kaj sem bil v prejšnjem življenju, zakaj imam težave kar naprej s takimi in drugačnimi zadevami in jim potem tudi nekako poveš, lej, treba se zavedati tega, skratka jim daš neka orodja za to, da se znajdejo bolj v življenju. Ampak razlagaš pa tudi, kako je človek sestavljen oziroma te različne ravni zavesti pa to. 3 gune, ja? 3 gune in tudi sam ta lokvan oziroma lotus ima velik pomen za nas. Velik pomen, ampak
ponavadi v teh duhovnih literaturah, v ezoteričnih spisih vidimo ta lotusov cvet. Pa se nam zdi, da je to nekaj lepega, ta lepa rožica, ta lep cvet. In mi dejansko ne vemo, kaj pomeni. Zdaj se nam je pa že na ekranu pokazal ta lotus, cela rastlina, in zanimivo za lotus je, da rase nekje v eni luži, v enem blatu. In takrat, ko je človek, recimo na tistem najnižjem nivoju, ko je nekje v temi, v blatu, ko je recimo v takem tamastičnem stanju, to je stanje tamas, recimo. To je stanje lenobe, pasive, značilno je tudi za tiste, ki imajo radi kakšen parazitarski način življenja, se pravi, da se šlepajo na račun drugih, ne bi. Čeprav priznajmo si, da smo vsi kdaj v življenju imeli kakšen dan ali pa mesec ali pa tudi leto bolj tamastično. No, to ne pomeni, da smo mi definitivno tamas pika in konca, Ampak to stanje je stanje pasive in ni dobro. Višje stanje predstavlja steblo rastline in je radžastično stanje. Radžas je stanje akcije, zaletavosti, recimo taki so naši najstniki. Bolj hitro govori, ko lahko razmišlja zraven. Ga je treba paziti, da ti ne zdivja, da ne vozi prehitro, da ne prekorači z vsemi omejitvami. Z jezikom je tako, saj vemo, tisti, ki imamo najstnike ali pa opravka z njimi. V glavnem to radžastično stanje je značilno za take bolj hiperaktivne ljudi, ki lahko veliko dosežejo, sicer morajo paziti, ker naslednje stanje zavesti je satva in to je tisto, po čemer naša duša hrepeni, to je naša dokončna osvoboditev. Čeprav eni rečejo, meni je tako lepo tle na zemlji, da ne živel tam gor večno v nebesih. Se pravi, satve ne moramo živeti na zemlji? Ja, jo lahko, ja. Samo ne to 24 ur na dan, pa 12 mesecev v letu. Običajni smrtniki, ki pač tako. Poznam ljudi, satvo so živeli, Sai Baba, Kristus, mogoče tudi Dalaj Lama je v večini primerov satvičen. Ostali imamo pa delčke satve v sebi. Se pravi, kako bi rekli, tako ko imaš na krožniku, toliko imaš krompirja, toliko imaš zelenjave, toliko imaš hidratov, toliko imaš tega. Se pravi, vse skupaj, rečeš, sem jedel pretežno tako hrano ali pa pretežno tako. No, in ko smo že pri hrani, tudi hrana vpliva na satvično stanje zavesti. Tudi s hrano lahko vnašamo določeno energijo v nas. Se pravi, pomembno je, da smo uravnoteženi. Kot karmična svetovalka me pravzaprav zanima tudi, kaj meniš na tole. Zadnjič sem slišala eno misel, ki moram reči, da bi se kar strinjala z njo, da vsi ti veliki mojstri, guruji, med drugim tudi Sai Baba in podobno, ki so govorili neke modrosti in ljudje so jim sledili, tudi brez da bi mogoče sami razmišljali in tako naprej, da so tudi ti na nek način del ukane in manipulacije v tem smislu, da človek pozabi na to, da je vendarle sam Bog tisti, ki kreira, tisti, ki je ustvarjalec, ne pa da imamo spet nekega guruja, nekega boga utelešenega, na katerega vržemo vso odgovornost za naše lastno zdravje in pit. Ja. Sai Baba je zelo lepo rekel, jaz sem Bog, ampak tudi ti si Bog. Razlika med nama je samo v tem, da jaz se tega zavedam, ti pa ne. In on je rekel, ker vsakem izmed nas je iskra božanskega. Se pravi, mi smo dejansko vsi božanski otroci, to je naša duša je božanska, mi smo božanske kreacije. Vsa živa bitja, vse je božansko. Ne more biti kar neki, to življenje ni kar neki. Če pogledamo, je vse tako urejeno, čeprav se zdi, da je določen poplava, kaos, recimo, ampak to je vse del naravnega reda. Tudi potresi, poplave, neurje, nevihte, to se čisti narava. Mi vidimo totalen kaos, ampak ne, to je red. Red se ustvarja. Se pravi, kot doma imaš sesalec, to je del ustvarjanja reda. Kaj pa bi morali še vedeti pravzaprav o teh mojstrih oziroma, ko razmišljamo o vseh teh, kako prepoznati pravega ali kako? Pravega duhovnega mojstra. Čim več satve mora biti v njemu. Se pravi, čim več svetlobe. Je treba paziti, ker določeni ljudje pod krinko svetlobe privabljajo in
lahko zvabljajo ali na brezplačne delavnice, tako da pol to privabijo nase, ali pa že v štartu rečejo, jaz imam moram zadevo, pa stane toliko 1000 evrov. Ne more biti, jaz sem sama to poskusila. Se pravi, dobrega mojstra prepoznamo, da je v njemu čim več satve, satvičnega stanja, to je resnice. Ne more govoriti eno in živeti drugo življenje. Se pravi, mora biti čista duša, tisti lotusov cvet je odprt in tudi za takega človeka je značilno, da nima močen ego. Recimo naš ego so obleke, diplome, to so vse hrana za ego. Tak mojster ne rabi, kako bi rekla, dragega avtomobila, s katerim bi se ponašal, pa se fotografiral z njemu. Ponavadi tudi živi, tako je zdravo hrano, recimo biološko, ne živalska, ki spodbuja radžastično stanje. Meso. A rađas hrana? Ja, radžastično stanje spodbuja meso, a ne, ker to je divji nagon, divja žival. Kaj pa za ljudi, ki bi se radi malo umirili, kakšna je pa potem tamas hrana? Ne, se ne umiri tamas, tamas samo poleni, to so zdravila, antidepresivi, ki nam samo zakrinkajo naše resnične občutke. Se pravi, če se hočemo umiriti, satva? Satva, edino satva, to je tisto, kar je od Boga. Enega sprošča molitev, drugega meditacija, tretji bo pel mantre, četrti bo... Recimo zanimivo pa je, da zelo hiperaktivne ljudi, če imajo v sebi zelo notranjega nemira, zelo radžastične tipe, umirja tudi šport, in to nevaren šport, da oni živi tisto svojo strast, ko gre rad malo čez mejo. Pa še zmerom bolj, da gre v divji šport, da teče, kakor da bi riskiral v kazinoju, recimo, ki je tam tudi ogromno radžastičnega stanja. Ja, kazinoji pa, ne vem, nogometne tekme. Veste, tam, kjer je ogromno strasti, kjer je trepetanje, ali pa te igrice, ki te zasvojijo, pravijo, da si adrenalinski odvisniš. Tam je ogromno rađa stanja. Pa s temi igricami, s to pametjo greš ven na cesto, pa voziš prehiter, pa si nervozen, pa lahko narediš kaj narobe. Aleksandra, ti kot karmična svetovalka imaš veliko tudi ljudi, ki te sprašujejo o karmičnih odnosih. V tem smislu, da ženske ne morejo iti stran od nekega moškega, ali pa moški reče, pa ne morem živeti z njo, brez nje pa tudi ne. Točno. Se ukvarjaš tudi s tem, ampak verjetno je osnova odnos sam s sabo, ne? Ja, mi ljudje smo se rodili z eno čudno napako, ali pa pomanjkljivostjo, bolje rečeno. Mi vidimo zmeraj drugega, ker imamo tako oči postavljene, nikoli ne vidimo pa sebe. Recimo, ko se dva pogovarjata, gledata, ali pa slišiš drugega, ko mi je on rekel, ko me je on grdo pogledal. Nikoli ne slišiš, pa ne vidiš, kaj si ti rekel in kaj si ti. Se pravi, v odnosu, kot odnos, tak temelj je odnos do sebe. In še enkrat do sebe. A imaš rad sebe? A spremeš sebe? A ceniš sebe? A se zjutraj zbudiš, pa si rečeš, kakšna zguba sem pa danes, zagvišno bom vse narobe naredil. A rečeš, okej, saj sem v redu človek, bom pač delal po svojih najboljših močeh. Hočem reči, tudi neko zavajanje, pa si dajati neke lažne afirmacije. Se pravi, lahko rečem, všeč sem si, čeprav bi rada imela 5 kilogramov manj, lepa sem, čeprav si želim, da bi imela 5 kilogramov manj, to je v redu, a ne? Vseeno se sprejmem, čeprav se zavedam, da pač bi bilo bolj, če bi imela, ne vem, kakšen kilco manj, ampak ni pa v redu si reči, najlepša sem na svetu, se pravi, zavajati samega sebe. To tiste pozitivne afirmacije, ki greš v drugo skrajnost. Aleksandra, ampak a se dogajajo recimo te karmične veze, recimo, kaj je težko iti ven iz njih? Ja, se pravi, to je strast prisotna. Ljudje smo lahko med sabo povezani z večjimi komponentami. Dva sta karmično skupaj, ker sta recimo si zaprisegla v prejšnjem življenju,
In potem sta skupaj, ampak nista več to ona dva. Se pravi, vsak se je, kakor da bi bila dva dvojčka, pa so ju ločili, enega so dali v eno državo živeti, pa v eno šolo, drugega v drugo. In nista več govorila isti jezik in se nista mogla sporazumevati. Tako tudi dve duše, ko gresta, recimo, ko imata en konflikt v enem življenju in če je ta konflikt zelo hud in bi lahko vplival, da bi poškodovala preveč ali pa se prizadela, se ranila, naredila hudo škodo sebi ali pa tudi otrokom ali pa širši množici, jih tisti tam gor, gospodje karme, s katerimi tudi jaz v meditativnem stanju delam, recimo, ko smo že govorili o tem, a je to samo tehnična zadeva, zraven mora biti še druge, a ne, imam tudi meditacijske CD z gospodarji karme, tako da lahko tudi drugi to počnejo. No, in takrat jih tam gor spravijo na razen. In pol, ko se pomirita vsak zase, ko greste vsak svoje lekcije, lahko se spet najdeta. Ja. Jaz moram reči, da sem imela v življenju kar nekaj karmičnih razmerij. Nikoli se ni dobro končal, zmeri se je pa začel filmsko, strastno, nabito s čustvi, to je to, več kot to pa ni. Una res močna zaljubljenost, kaj jest ne rabiš, nič ne rabiš, vse, kar rabiš, je tista oseba, kaj jo rabiš, dobesedno rabiš. Poznamo to. To je bilo zmer sranje, da ne rečem kaj hujšega še. Ja. Zmer se je končal na vse možne načine, take in drugačne. In zdaj vem, da kadar čutim, oziroma če bi začutila, recimo neko osebo, to karmo, da bi začutila, da me meče odzemljeno in tak naprej, ne vem, če bi se sploh spuščala v to, ampak po drugi strani, če bi sploh imela izbiro. Ja, dobro vprašanje. Samo zanimivo je, ljudje se toliko bojijo, da bojo še enkrat razočarani. Tu se mi vsi. Se pravi, kaj pa če greš enkrat, ko smo bili majhni, mi se moramo pustiti. Enkrat, dobesedno moramo zmerom odpreti srce, ker srce, naravno stanje srca je biti odprto, kakor vzmet, ki je naravno stanje, da je sproščeno, če ne ga moramo na silo tiščati zaprto in trpimo. Zdaj pa strah, da ne bi bili razočarani. Ni pa to vzorec, da se vedno konča slabo. A recimo, dva živita skupaj lahko v redu, ta strast, ko se pomiri iz nje, lahko nastane ljubezen, ki je bolj tiha, ki je bolj spoštovanje. Ampak to iz tega nastane. Ampak poznam ženske, ki so odvisne od tega stanja, strasti, zaljubljenosti in tak naprej. In so recimo, ne vem, nekaj časa s tem moškim in pol, ko ta strast in te iskrice se pogasnejo, jim je dolg čas. Tako, in pol ustvarjajo sceno in potem načrtno izzivajo drug drugega. No, to so ponovadi dva rađastična tipa. Ko smo govorili o tem stanju zavesti. Tukaj strast je kot ogenj. Ogenj je dober služabnik, če v pečici nam dobro služi, in slab gospodar, če v naši strehi. Absolutno. Aleksandra, ko ljudje pridejo k tebi, ti pogledaš pol za oba dva, kakšen odnos je to. Lahko tudi za šefom imamo karmo. Točno, tudi šefom lahko vzamem oba dva, ni pa treba, da sta oba dva prisotna, lahko tudi to nadaljavo naredim. Najlažje je, če se prej ukvarjam s osebno karmo enega človeka, osebno komplet karmo drugega človeka, to je njih 10 listov, 8 do 10 listov natipkano. Ko ona dva to naštudirata, gremo, preberata, premislita, se vmes kaj slišimo, se še pogovorimo, grem gledati skupne točke karme. Recimo, on ima svojo tako, kakor ima to oba dva, vsak svojo službo, vsak svoje obveznosti, ampak določen del je pa skupne karme. Se pravi stičišča. Stičišča in to pregledam skupaj, te naloge, pozorni bodite na to in to je predvid. Ali drugi to upoštevajo ali ne, to je zdaj njihova zgodba. Najlepša hvala. Aleksandra Drolej je bila v naši družbi. Govorili smo o karmičnih odnosih tudi. In ja, veliko smo govorili o partnerskih pa poslovnih, ampak ne pozabiti na tistega najbolj osnovnega, najbolj bistvenega, iz katerega izhajajo vsi ostali. To je odnos sam s sabo, z vami, osebno. In dajte danes narediti kaj takšnega, da okrepite ta odnos s sabo. En način je ta, da zmešamo kakšen rastlinski jogurt, ali pa to sojin, kokosov, oseni jogurt. To predlagam za vse tiste rastline, ki jih imamo take posušene ali iz korenin ali iz lubja.